Gospod Milanič, točka na tekmi, ki bi se najbrž drugače odvila, če bi zadeli na začetku, ko ste imeli res inicijativo, ampak na koncu nič proti nič. Kakšna je vaša ocena? Tako je. Mislim, da smo imeli ključne momente v naših rokah, da smo dejansko si priigrali čisto dovolj. V prvem polčasu popolna neka kontrola tekme, nasprotnik se je branil v svoji polovici. Mi smo skušali to prebiti in predvsem po naši desni strani nam je to kar nekajkrat uspelo. Žalost, bili smo relativno blizu tega zadetka. V drugem polčasu se je tekma malce spremenila. Nismo vzpostavili več take suverene kontrole, kot smo imeli prej. V nekih trenutkih odigrali dobro, imeli spet neko res dober protinapad, ko smo bili sami pred golom. Potem se pa je obrnila stvar, so tudi nasprotniki prišli, tako da dobro, da smo preživeli ta nek slabi moment. Je pa generalno tako, da je prva tekma, malce smo potem tudi izgubili energijo, mogoče malo kontrolo nad vsem, kar se je dogajalo in kot sem še enkrat bo ponovil, da smo imeli ključni momenti tekme, so bili v naših rokah, nismo zadeli in zato odhajamo domov samo z eno točko. Kaj je morda tisto, s čimer ste na tej prvi tekmi, ki je specifika, najbolj zadovoljni in kaj je morda tisto, kar želite v naslednjih tekmah, ko bo ekipa rasla, se dopolnjevala tudi kadrovsko, še nadgraditi? V prvem polčasu sem videl, da smo bili v nekih odločitvah v napadalni tretjini hitri, nismo dali dobrega pasa, ni prišel prava podaja v sredino, tako da to nam je malce manjkalo. Dejansko je bilo zelo malo prostora iza njihove zadnje linije, so bili zelo globoko povlečeni. V drugem polčasu pa logično, da mi manjka ta neka odlična kontrola iz prvega polčasa. Bomo delali na temu. Jasno je, da te točke, katere smo danes izgubili, kljub temu, da moramo poudariti, da smo igrali proti zelo dobro organizirani ekipi, katera ni dobra samo, ko se brani, ampak je, mislim, da na prejšnjih tekmah v Evropi spoznala, da lahko tudi zelo dobro napada, tako da je bilo polno, kot ponavljam, je bilo dosti dobrih stvari, team spirit je bil pravi, fanti so želeli, potem pa moramo jasno popraviti še te zadnje odločitve, biti bolj precizni, zabiti, kar je dejansko najbolj pomembno, da se potem osvobodiš nekega pritiska. Čutite morda pri nogometaših tudi malce nervoza, če tako rečem, ker želijo čim prej popraviti tisto lansko slabo sezono in morda v nekaterih stvareh potem celo prehitevajo, kajti zdaj so neki nastavki boljših časov v Mariboru tu, ampak po drugi strani pa je to nek pritisk verjetno za igralce. Jasno je, da si vsak od nas dela pritisk po svoje. Zdaj, kar je bilo v lanski sezoni, moramo pustiti za nami, se obrniti bodočnosti, poskušati biti kar se da dobri na vsaki aktivnosti, ki jo imamo in zdaj danes smo res rezultatsko neuspešni, trdo bomo delali naprej, vse z ciljem, da bi bili rezultatsko boljši v bodoče. Najlepša hvala in srečno. Prosim.